Fantasy. Radio Fantasy. Evo jih Agropopovci in samo milijon, to je bilo pred 4 leti narejeno kot remake in so zbrali slovenske glasbenike, da so naredili malo bolj sodobno verzijo. Ampak a si predstavljaš samo milijon na našemu stadionu z dežele? Ja, na eni nogi sem stal, pa še tista ni bila moja, to je bil prvi odgovor. Ja, no, mislim, vsaj milijon pričakujemo zdaj, ne? Ja, želimo, da jih bo več tisoč, ja. Luka Kolar, pozdravljen. Pozdravljeni. Dobro jutro. A priješ malo bliže mikrofona. Ja, sem rekel, da če ne, ti ga bomo dali bliže. Luka, v glavnem, ti si danes predstavnik NK Celje. Tako je. Tako da bi rad pozdravil vse slušatelje Radia Fantasy, vse navijače NK Celje in upam, da imate fantastično jutro. Ja, imamo, zdaj, ko si ti zraven tukaj, to je zdaj zate debi na radio, ne? Tako Kaj je. prvič? Se pravi, Prvič. Ne, dolžnost smo mu vzeli. Dolžnost, ja. Nekdaj so rekli Jumfer. Zdaj, v glavnem, to je sezona debijev zate. Ti si debitiral tudi decembra, ne? Tako je, ja. Mislim, odkar se je ta sezona začela, gre vsaj kar se mene tiče sijajno, same pozitivne stvari, tako da upam, da bodo tudi tekme z pozitivnimi rezultati do konca sezone. Mi se pogovarjamo zdaj o tekmi, ki prihaja, ne? Zdaj prihaja Lugano k nam v Celje, to je po jutrišnjem ob 9 zvečer. Ja, pozna ura, pa čakaj, koliko boste pa to ob 9 zvečer zmogli? Kaj boste spali do 12? Ne bomo naredili, bomo dobro pripravo, ampak seveda s pomočjo navijačev bomo težko jutri zmagali, zato upam, da se nas bo zbralo v čim večjem številu, tako kot proti Apoelu, in da spišemo še kako zgodovinsko tekmo v Celju. Lepo. No, vračam se nazaj, ker je debitiral kot vratar in na prvi debi tekmi ti nisi dobil dobenega gola. Tako je. Si pa bil zdaj tudi v teh konferenčnih izločitvenih bojih zraven in kak je feeling, ko sediš na klopi takih, pa zdaj malo večjih obračunov? Občutek je sijajen, sploh ko ekipa zmaguje, ko igra dobro. To je samo po moje želja vsakega igralca, ki lahko uživam v takih predstavah. Ampak zdaj, Luka, ti si začel v NK Celje kot kadet, kot fantič. Kadet, mladinc. In potem nadaljeval in zdaj kariero gradiš kar v NK Celje naprej. Kaj misliš, da te še čaka v tem obdobju? Če pogledaš svojo kariero že za nazaj, pa mogoče za naprej, kakšni so tvoji cilji? Pa v tej sezoni čim bolj pomagati ekipi v slovenskem prvenstvu, da bomo probali stržiti čim več točk do konca prvenstva. Kar se tiče pa malo daljše prihodnosti, pa upam, da lahko v Celju spišem kako lepo zgodbo. Si ti, Luka, najmlajši v ekipi? Zaenkrat ja. Koliko si star? Koliko si star? 19 še. Frišno polnoletno. Ja, frišno polnoletno, zdaj lahko delaš vse po svoje. Kaj pa doma pravijo, kaj na to? Doma so ponosni na to in me podpirajo pri temu. Ok. No, dam eno pesem, zaradi tega, ker v nadaljevanju še povemo, koliko so kaj karte za tekmo, ne? Koliko stanejo, ker prihaja kar močni klub. A je važno, koliko stanejo? Vsi moramo prijeti na tekmo, pa nima veze, kakaj je cena. Moramo vsem povedati. Da ne bo kdo rekel, da koga zavajamo. Ja, radi reda. Dobro jutro. Dobro jutro. En Lamos, Enrique Iglesias je bil tole 7 minut in pol, čez pol 10 uro je. In naj povem, ne, da z nama je vratar NK Celje, Luka Kolar, ki ne zna sam braniti gola, ampak sem ga zelo videla, da je tudi malo začel z boki migati. Luka, pridi bliže mikrofona, ker si se vdahnil, mislim, zdaj si se oddaljil, kar si malo migal tule v studiu. Najmlajši iz NK Celje, torej 19-letni Luka je z nama. Čakaj, koliko je 2x19? 38. Enkrat mlajši od mene. Luka! No, okej, to je 19. Pa dobro, se nekje moramo začeti, ne? To meni, da sem že jaz stara. Sam si pa z Orozijem pa 18 let razlike, ne? Ja. Pa sta prijatelja. Dobra. Čakaj, kaj pa konkurenca pa to? Konkurenca je vedno dobrodošla, tako da. Aha, to je pa veš, politični odgovor. Ja, zdaj Apoel prihaja, to je zdaj pa ni več heca. Zdaj leze, tekmajo ob 21 uri, lahko bi bila kdaj tudi ob 18:45, sem slišal. Tako je, ja. Ampak ker ste prejšnjo imeli 18:45, pade zdaj na 21. Tako je.
In Kao, zakaj je izenačeni boljš, pogoji. da imamo 21 uro? Ker, vejca, Ligo prvako pove, no. Ja, Ker, ker je bolj evropski termin, Ja. vedno se vse boljše tekme igrajo kasneje, Ja. tako da Se v upam, bistvu uvaja. uvajate se Uvajamo to, se. a veš, ko prijete noter, pa v Ligo prvako, pa moraš biti ob 9 zvečer, ne. tako da upam, da se bodo tudi navijači začeli uvajati z nami, da bodo napolnili stadion z nami. Ja, zdaj Šuši se je prijavila, men, da pride na tekmo, zanč je bila prvič, pa je bilo 9-1, ne, tako da morate jo imeti tam. Ja, jaz držim pesti, da sem mogoče jaz tisti amulet za srečo, ali kako se že reče. Super. Sama amulet ne, naslednjo jutro gre v službo, sam to še ne. Bom prišla v službo ziher, Samo samo mogoče kdaj? ne prav čas. Luka, povej mi, zdaj je tekma je v četrtek zvečer ob 9. Kako je s kartami? Karte so še vedno v prodaji na spletni strani NK Celje. A veš, koliko Cena, stanejo? a lahko o cenah jaz povem. No, dej, statistika pove. Ajde, amulet pove. 15 evrov za nas ta velike, za une ta male je 5 evrov. Ne? So pa v družinskem sklopu malo bolj prijazne, tako da karte so še na voljo, ampak njih pa je več velik, ker pričakujemo, pa je tudi do 5000 navijačev To ne, mi dela, na stadionu z dežele. Če pa bo še kakšen več, pa tudi če bo razprodan, jaz verjamem, da kakšna karta se bo še zihar našla. Okay. Luka, kako se pripravljate na novega nasprotnika? Zdaj so kakšne drugačne priprave, ker je pa tu le zdaj bolj proti koncu gre? Ne, priprave so na tekmo, ko vsako, tako da nismo si vzeli te tekme, da se bi kakorkoli ustrašili ali pa karkoli, da bi nas bo strah. Šli bomo na tekmo z miselnostjo, da lahko vsakega premagamo in dali vse od sebe. Okay. Ste analizirali že tega, ko prihaja, čak vas pa rekli, da pride Lugano. Lugano, da. Pardon, sem hotel apoelsko rekel. Lugano, prosti. Ne, nismo še, ker imamo tako plan. Danes je analiza pred treningom in bomo videli, kako izgleda. Sam mene pa zanima, kako izgleda vaša analiza. Kaj se prelijmate pol na televizijo gor, pa greste po počasnem posnetku, pa gledate, kako on to z nogicami dela? Ali, pač ne razumem, ker nisem v tem. Kjero foku. linijo se najbolj gleda? Vezno ali napadalno ali obrambo? Kaj Ti največ si gledate? fuzbal špil ali kaj, da vse to poznaš? Ne, gledam, kdaj tekmo. A Pa ja. komentatorji govorijo, ne, okroglo usne pa to, se veš. Ja, prav. Pa ne, v večini primerov se gleda, kakšno postavitev ima nasprotnik, kakšna je njihova ideja in da se pač proba čim bolj ustaviti. Aha, da se pripravite na tiste njihove mogoče igrane akcije, ne? Tako je. Ali velja za tebe kot vratarja, da spremljaš njihovo postavitev? Tudi, ja, mislim, pomaga predvidevati nekatere situacije, sploh za kakšne globinske podaje. Kakšne podaje? Globinski. Globinske. Jebem ti, kakšni izrazi. Strokovni izrazi, Luka, ne bi to... glavnem, globinsko podajemo žogico zdaj na stran navijačev, na katere apeliramo, da pridejo valjda v čim večjem številu na tekmo. Tudi če ob 9 zvečer bomo napisali opravičilo, ni noben problem. Ja? Jih bom jaz lastnoročno pisala, da ne rabite iti v službo pa v šolo. Tako da To je to. gremo cele, ne? Se vidimo, ja, in moje mesto, moj klub, zdaj imate še celo svoj pub, sem slišal. Tako da, daj mi sam nekaj povej, Luka, nekaj sem imel v mislih za konc, pa ne vem, kam je zdaj odletelo. Torej, stavimo, a mogoče lahko stavimo na rezultat? Mislim, da zaenkrat še ne, no, Čak, lahko da pa stavimo na, analizo naredijo. lahko Ja, pa stavimo analizo na naredijo. dobro predstavo. No. Analizo, no. Kdaj imate analizo? Danes, pred treningom. To je CCA? Približno okoli pol 11. Ok, te pokličemo ob Ja, pa 11. pol za vprašam ziher, Luka, ko je koliko bo analiza rezultat. fertik, pa da preverimo, kakšne bodo. Prej bil kaj. strokovni izraz omenjen, ne, globoka, ne podaja. Zdaj, a slučajno vemo, kako se slovensko reče offside-u? Prepovedan položaj. Še kako drugače? Čiri. No, to je to. Luka, hvala, ko si prišel. Ne. Hvala vam. To ti je zdaj naloga, da najdeš ta strokovni izraz, kako se reče offside-u. Ne. Je pa na P. Tako da veste. Je prepovedan položaj ni? Na nek način je, ne. Je pa še To je PP, prepovedan A, vam povem. položaj. Ja, meni povejte. prehitek. Kako Prehitek. prehitek? Prehitek, ker je bil prehiter. Tako je O, to. Bog Lej, sej veš, pomagaj. kako se reče po žemlji slovensko. Razpočnica. Razpočenka, točno. Ja. Točno.
Vsak dan nekaj Luka, novega, me se Luka, lej. lepo. Pridemo gledati navijati. Naj se pa pričakaj. Hvala ti, čau, dio. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.